Sledeči program je financiran strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer. Koliko izmed vas je bilo razočaranih v svojem življenju? Kaj pa res velika razočaranja? Koliko izmed vas je imelo resnične rane v svojem življenju in z močnimi bolečinami? No, veste kaj? Čas je, da prenehate žalovati za tem, nov dan je. Čas je, da gremo naprej. Danes, preden boste zapustili to dvorano, boste vi kakor nov vinski meh in novo vino Svetega Duha se bo razlilo v vas. Da, imamo težave. Tudi jaz imam težave. Veliko razočaranj sem doživela v svojem življenju. Vendar, čisto na kratko vam povem. Nesrečni nismo zaradi tega, kar se nam je zgodilo. Naša drža do tega, kar se nam je zgodilo, nas napravi nesrečne. Če uspem, da boste hodili po svetlem in boste prižgali luč, preden boste zapustili to dvorano in se zavedali, da je Jezus že plačal neskončno ceno za vas, da bi imeli osupljivo, čudovito življenje. Kradljivec pride samo ubijat, uničevat, vendar Jezus je rekel, jaz sem prišel, da bi vi imeli in se veselili svojega življenja in ga imeli v izobilju do roba, tako da teče čez. Veste kaj? To sporočilo ni namenjeno samo polni dvorani tukaj v Ameriki. To sporočilo je namenjeno tudi vam nekje sredi vasi v Afriki, v Indiji, v Aziji in osebam v vzhodnji Evropi. Namenjeno je vam vsem, ko vam hudič želi vsiliti misel, da nikoli ne boste imeli nobenega življenja in boste le s težavo shajali. Samo ne, vi lahko imate čudovito spoštovanje, vredno življenje, kakor kdorkoli drug. Nikoli ni prepozno, da dobite novo držo in ponovno začnete. Nikoli ni prepozno za ponovn začetek. No, kaj se zgodi, če ste imeli načrt in se ni izšlo? Veste, človeški razum načrtuje svojo pot, vendar Bog usmerja korake. Veste, mislim, da bi morali začeti bolj zaupati Bogu, namesto da smo zagrenjeni in imamo slabo držo, ko se stvari ne izidejo po našem. Mogoče nas je Bog obvaroval nečesa in mi se tega sploh ne zavedamo. Tukaj so 3 majhne stvari, ki sem jih zapisala v to knjigo. Če si poskušal najboljše, da bi obnovil prijateljstvo, vendar je ta vztrajal, da se prijateljstvo konča, potem te mogoče Bog vodi k zaprtim vratom. Mogoče te Bog vodi tako, da se vrata zapro. Mogoče bi to razmerje bilo takšne narave, ki bi sčasoma povzročilo škodo tebi. Naj vam nekaj povem. Naučila sem se, da se ne vsiljujem v oseben odnos in da ne gledam tole ali ono skupino ljudi, ter si želim, da bila jaz del te skupine. In naj vam nekaj povem, neprestano molim, Bog poveže me s komorkoli želiš, da sem povezana. Če hočeš, da sem povezana s to osebo, da, če pa ne, potem mi ni potrebno toliko skrbeti. Jaz vem, da če Bog ne vodi mojih korakov, potem bom končala v težavah. Ne zapravljajte svojega življenja, da se poskušate povezati z ljudmi, za katere mislite, da so pomembni in bi vas to napravilo pomembne. Če ste opravili potrebne priprave za čisto določeno šolo, vendar ste bili zavrnjeni, vas Bog morda varuje pred situacijo, ki bi vas ranila. Če ste delali trdo, kolikor ste le mogli, vendar ste izgubili službo, vas je mogoče Bog varoval te kariere, ki vas ne bi nikoli izpolnila, niti ne bi zadostovala za preživljanje vaše družine. Če ste v prometni gneči in se vam mudi, ter ste čisto iz sebe, ker niste tam, kjer bi že morali biti, vas morda Bog varuje pred prometno nesrečo na cesti, ki bi vas lahko stala življenja. Namesto, da ste zafrustrirani, recite, kakor imava navado reči z možem Davidom. Naš čas je v tvojih rokah. Naš čas je v tvojih rokah. Ne zapravljajte svojega časa s tem, da ste zagrenjeni, ker stvari ne delujejo, kot ste vi hoteli. Čisto enostavno recite, mogoče ima Bog načrt, za katerega jaz ne vem in mu bom zaupal. Ali je kdo dobil kaj od tega, kar vam sedaj pripovedujem? Prav. Danes bi vam rada položila na srce, da bi postali kakor novi vinski mehovi. Matej 9. poglavje 16. vrstica.
Nihče ne prišije krpe iz novega blaga na staro obleko, našil namreč obleko s trga, da nastane še hujša raztrganina. Tudi novega vina ne vlivajo v stare mehove, sicer mehovi počijo in vino se razlije, mehovi pa uničijo. Novo vino vlivajo v nove mehove in se ohrani oboje. Danes hočem govoriti o novem vinu, novem močnem življenju in novem začetku. Nov začetek. Stari mehovi predstavljajo naše stare navade. To je star način mišljenja, kako mislimo o sebi. Mi bi morali misliti o sebi, kakor nas vidi Bog in ne kakor nas vidi svet. Ali ste me slišali? Videti se morate na način, kakor vas vidi Bog in ne kakor vas vidijo ljudje in govorijo o vas. Mislim, da je bolje, če vam še enkrat povem. Morate se videti v Božji luči. Zaradi tega moram od tukaj znova in znova ponavljati, da ste čudoviti, zares ste čudoviti. Vi ste tako čudoviti, da lahko samo stremim in se čudim z odprtimi usti. Mislim, poglejte samo, kako je ustvarjeno naše telo. Če vam bom predavala o zdravju, kar seveda ne bom, bi bili zagotovo presenečeni glede tega, kar se vam vsak dan dogaja, samo ko dihate. Bog kontrolira vse to. On vas je ustvaril, on drži svojo roko nad vami, on vas ohranja pri življenju. Vi imate darove in zmožnosti, imate svoj energijo in ustvarjalnost. Zakaj na svetu bi potem kar nekje posedali? Mora pa biti lepo, če si Joyce. Dajte no. Ne zapravljajte svojega življenja s kupom starih navad, ker so vas razočarali v vašem življenju. Kdo izmed vas je doživel razočaranje v življenju? Kaj pa zares veliko razočaranje? Koliko vas je doživelo zares težke rane z resničnimi bolečinami v vašem življenju? Veste kaj? Čas je, da prenehate za to žalovati. Danes je nov dan. Čas je, da greste naprej. Prav sedaj, prav danes, še preden zapustite ta prostor, bomo postali novi mehovi, tako da lahko sprejmemo novo vino Svetega Duha, ki se bo razlilo v nas. Nov dan je. Danes je nov dan. Če ste bili razočarani, potem vam pravim, da se dobro opremite. Vi potrebujete novo držo, ki vse spremeni. Potrebujete novo držo do Boga. Veste, toliko let smo gledali Boga iz napačnega zornega kota. Bog ni jezni Bog, ki se na vse jezi in komaj čaka, da vsakega tepe po glavi za vsako napako, ki jo naredi. Bog je Bog ljubezni in usmiljenja. Bog ti daje drugo priložnost in možnost popravljanja napak in novega začetka. On se ukvarja z nami. Če grešimo, se Bog ukvarja z nami. Mi ne moremo kar mimo greha. Bog nas bo grajal, kaznoval in se bo z nami ukvarjal. On nas ima rad, ker nas je že prej ljubil. Ne bo se nas odrekel. Rekla sem, Bog se nas ne bo odrekel. Bog ni obupal nad vami. Bog ni obupal nad vami, on ni končal z vami, saj pravzaprav še sploh ni zares začel z vami. Amen. Pazljivi morate biti pri takšni drži. A veste, da sem skozi neko obdobje v svojem življenju, kjer sem se morala boriti, da sem si pridobila mojo staro držo. Nekoč sem se zbudila v nekem hotelu, potem ko sem že 38 let svojega življenja na poti. Bledikova svetloba je sijala skozi zmečkane zavese in na preprogi je bil madež. In bila sem takšne volje,
Da sem rekla, ne vem, Bog, če bom lahko. Veste kaj, nisem dopustila, da bi končala ta stavek. Dovolj mi je bila že prva polovica stavka. Ne in ne. Tako blagoslovljena sem, takšen blagoslov imam, da delam to, kar lahko delam. Tako sem hvaležna Bogu, da lahko pomagam Božjim ljudem. Dajte no. Vendar vam ne bom pravila, da tega nikoli ne občutim. Povem vam samo, da se ne spuščam v to. Veste zakaj? Zato, ker bom končala svoje potovanje. Končala bom svoje tekmovanje. Skoraj nobenega daru ne potrebuješ, da začneš. Vendar pa zahteva resnično Božjega moža ali ženo z obilico moči Svetega Duha, da konča svoje tekmovanje in postane vse to, kar Bog hoče, da je. Jaz sem pripravljena, da vam pomagam, kjer to zmorem. Prav, Janezov evangelij 11. poglavje, kjer govori o Lazarjevem vstajenju. Rada imam 40. vrstico, zato bom začela kar tam. Jezus ji je rekel, ti mar nisem rekel, da če boš verovala in se zanesla name, boš videla Božje veličastvo? To je prva drža, ki si jo morate prisvojiti. Namesto dvoma si prizgojite držo vire. Vsak dan vstanite in si recite, verjamem, da se mi bo danes zgodilo nekaj lepega. Lahko se takšne drže navadite. Verjamem, da se mi bo danes zgodilo nekaj dobrega. Kar poizkusimo skupaj. Verjamem, da se mi bo danes zgodilo nekaj dobrega. Lahko slišim kakšno čemirno pripombo. Včeraj sem že to poskusil. In nič dobrega se mi ni zgodilo. Dobro, poskusite še enkrat in še enkrat in še enkrat in še enkrat in še enkrat. In to delate tako dolgo, da izženete hudiča ven. On bo postal tako utrujen poslušati vašo pozitivno držo, da ne bo niti več obiskal vašega mesta. Jezus je prišel do groba in rekel, Lazar, pridi ven. In Lazar je prišel ven. Vendar pa mi ponovadi ne slišimo preostalega dela zgodbe. Preostali del zgodbe govori o tem, kar vam hočem danes povedati. Jezus je tu izrekel še eno stvar, ki je po mojem mnenju zelo pomembna. Rekel je, razvežite ga in pustite naj gre. To je stanje, kjer smo danes. Tudi mi se hočemo osvoboditi pogrebnih oblačil, ker smo ponovno rojeni. Vi ste verniki, ste že doživeli vstajenje, ponovno ste rojeni. Vendar pa, če vztrajate na starih pogrebnih oblačilih, ne boste nikoli dosegli življenja, ki ga hoče Bog, da ga vi imate. Kaj so pogrebna oblačila? To je drža starega načina mišljenja, star način govorjenja in star način ravnanja. Dajte no, zakaj ne bi imeli novega začetka na način, kakor govorite danes? Kaj če bi samo rekli, ne bom več govoril o stvarih na način, kakor so, ampak bom govoril o njih na način, kakor bi lahko bile v Božjem svetu. Prosite Boga, naj vam pomaga, da ne boste rekli nič negativnega. Ni pomembno, kako zelo vas boli v tem trenutku, vendar ne odprite hudičev vrat in mu ne dajte priložnosti, da bi bilo še slabše. Govorite si samo, Bog, zaupam ti, nekaj dobrega se mi bo zgodilo danes. Zame še ni prepozno. Všeč mi je moje današnje sporočilo. Veste, stare navade so precej domače, vendar pa so že obrabljene. In nima ziljanja za stvari, po katerih bi deloval Bog. Savel ni imel več blagoslova, vendar Bog je imel nov načrt. Novo maziljenje za nov načrt in novega kralja. Nič ni slabšega, kakor da poskušamo vztrajati na nečem, kjer ni življenja. Kakor pravi pregovor, da mrtvi konj ne more vleči naprej. Da, njegova milost je vsako jutro nova. Vsakih 24 ur dobimo možnost za nov začetek. Veste, kako je Bog uredil sončni vzhod in zahod, je že samo to za nas neko sporočilo. Zares tako mislim.
Kakor je on razdelil dan na 24 enot, če normalno razdelite svoj dan, potem vstanete okrog 6, potem ko ste spali 8 ur. Vem, da je to za mnoge presenetljivo. Veste kaj? Ni važno, kako slabo izgledajo stvari pred spanjem, če so še tako črne in če se po noči dobro naspite, potem so stvari nekoliko boljše naslednje jutro. Na to Bog razlije svojo milost, ki je vsako jutro nova. Vsako jutro je popolnoma nov začetek. Ne ležite v postelji ves dopoldan in mislite na napake, ki ste jih naredili včeraj. To je prav to, kar hoče hudič, da počnete. On hoče, da si uničite svoj dan, še preden vstanete, da boste mislili o stvarih, ki ste jih včeraj narobe naredili. Hudič je lažnivec. Prerok Izaija 43:18. Izaija 43:18. Ne spominjajte se z vso resnostjo prejšnjih reči, ne mislite na nekdanje reči. Glejte, nekaj novega storim. Glejte, nekaj novega delam. Veste, kaj vam povem? Komaj čakam, da vidim, kaj bo Bog storil v mojem življenju v naslednjih nekaj letih. Kdo naj stavi, da bo bolje in še enkrat bolje? Glejte, vse delam novo. Ali tega ne dojabete, ali ne vidite? Ali lahko vidite z očmi vire? Ali ne boste potrebovali tega? Glejte, nekaj novega storim, zdaj klije, mar ne opazite, ali se ne boste namenili tja, da speljem pot skozi puščavo in reke skozi pustinjo. Kaj pravi Bog? Poleg vsega tega ni pomembno, kako slabe so vaše okoliščine, kajte on lahko napravi nove stvari. In naj vam povem, ko ste v svojem življenju nekaj velikega izgubili, vas je seveda bolelo in vam je to povzročilo bolečino. To je bolečina, kakor da vam trgajo drobovje. In jaz to dobro razumem. Imela sem priložnost, da sem občutila na podoben način. Vendar to so le občutki. To so samo čustva. Kajti vsakič, ko si veliko prizadevate za nekaj ne deluje, vas to razočara. Vendar veste, vi imate resnično samo dve izbiri. Lahko živite svoje življenje v razočaranju ali pa začnete znova. Samo te dve izbiri sta. Lahko živite v razočaranju, še vedno živite v preteklosti in dopustite, da vas hudič obdrži v bedi. Lahko pa se otresete tega in rečete, Bog je tukaj na planetu Zemlja, živ in v redu, dober načrt ima zame. Jaz sem to, kar je on rekel, lahko storim to, kar je on rekel, da lahko storim. In začel bom znova. Imel bom novo držo in nov začetek, odpovedujem se svojih pogrebnih oblačil, to je dan, ki ga je napravil Gospod, veselil se bom in se radoval. Veste, vsak izmed nas ima težave na določenem področju. Mogoče se ne učite tako lahko, kakor drugi ljudje, ali se ne naučite na isti način kot drugi. Imava najmlajšega sina, ki je zares čudovit. Vendar v šoli je bil kot nočna mora. Veste kaj? On se ni učil na običajen način. V tistem času še niso bili učitelji na to pozorni, kajti imeli so le en način učenja za vse učence. On pa se je učil tako, da je neko stvar preizkusil in jo potem ponavljal. On je v tem pogledu bolj podoben meni in se uči, ko dela ter kot nekaj čuti, da to stori. Sedaj je on glavni odgovoren za medijske stvari v naši misionarski službi. On je odgovoren za vse medijske stvari v celotni službi. Najstarejši sin David pa je odgovoren za naše poslanstvo po svetu. Če vam povem, oba delata veliko in prav z njuno pomočjo imava midva z očetom nekaj več od življenja. Amen. Vendar veste, iskreno vam povem, da sem se zalotila ob misli, ali bo on celo življenje živel z mano. Dajte no, nekateri izmed vas že imate velike otroke in mislite na podoben način. Ali bo on kar naprej doma, ali ne bo nikoli odšel? Kaj pa bo storil?
Veste, tudi nisem vedela, kaj bi storila s svojo hčerko. To dekle je bilo tako površno. Sedaj pa je prav zanimivo, ker je ona tista, ki mene spominja na moje zadolžitve, mi pomaga in me spomni na stvari. Samo morala sem ji dati priložnost. Če imate v svojem življenju pomanjkljivosti, to še ne pomeni, da Bog ne more pomagati na tem področju, če se le naslonite nanj. Amen. Veste, jaz to izrekam, vendar s takšno držo se še nikakor ne umikam. To lahko še vedno storim. Vendar, če vam odkrito povem, jaz sem čisto povprečna. Mislim, zares sem čisto navadna. Mislim, sem čisto povprečno inteligentna, ne da bi bila ne vem kaj posebnega. Stvar je v tem, da če napravite prostor za Boga v svojem življenju, potem boste delali stopinje v veri in ne boste odnehali in ne boste se utrudili. Ne boste poraženi in boste končali, prišli boste na cilj, Bog bo delal po vas osupljive stvari. Ni pomembno, kaj vam manjka, če le imate Boga. Ali to razumete? Ne oziram se na to, da vam povem, kaj ne morem napraviti, ker imam Boga in On izpolni moje pomanjkljivosti. Ob njem sem močna, On me pomlajuje, On me razveseljuje in mi da sposobnost, da premagam svojo sebičnost. No, poglejte mene. No, nikar ne glejte mene, glejte njega. Prav, moram nehati govoriti, da vam še povemo o Zaheju. Oproščam se, če ste me že slišali govoriti o njem, vendar zelo rada imam to zgodbo. Luko Evangelij 19. poglavje, lahko si preberete. Jezus je prišel v mesto in Zahej ga je hotel videti, vendar on je bil majhne postave in ni mogel videti preko množice, ki je obkrožala Jezusa. Rada imam tega majhnega Zaheja. Mi vsi smo na nek način majhni Zaheji. On bi se lahko skril za kakšno drevo in se razjokal. Tako majhen sem, ne morem videti Jezusa, vsi drugi ga lahko vidijo, majhen sem, zakaj nisem zrasel velik? Tako lepo mora biti za vse vas, ki ste tako visoki. Dajte no, saj razumete, o čem govorim. Vendar ne, Zahej je hotel videti Jezusa in je tekel naprej pred množico in splezal na drevo. A imamo danes tukaj koga, ki pleza na drevo? Sedaj vi veste, da je tukaj duhovna povezanost. Prav, torej vi imate kakšne pomanjkljivosti. Dobro, poskušajte malo bolj. Mogoče se morate bolj potruditi v šoli. Mogoče se morate bolj potruditi, da si organizirate svoje življenje. Vsak ima svoje težave. No, veste, jaz imam probleme z orientacijo. Tako zaidem bolj pogosto na moški WC, kot bi si to želela. Mislim, ne zafrkavam se, samo pridem iz hotela in tudi, če sem že 10. pri vhodnih vratih, ko bi morala zaiti v levo, jaz grem vedno na desno. Natančno ne vem smeri, lahko bi se izgubila celo v kopalnici. No, vem, da je moja glava nekje tukaj, na svojem mestu, veste kaj? Pripravljena sem splezati na drevo. Ne brigajte se za to, česar ne morete storiti in ne delajte in se začnite maksimalno ukvarjati s tem, kar lahko delate. Pri tem pa prepustite Bogu vse ostalo. Poslušajte, končala bom. Zahej je bil majhne postave, vendar je nekaj hotel in je rekel, to bom tudi dobil. Tekel je naprej in je splezal na drevo. Če preberete zgodbo, boste videli, da je Jezus prišel mimo in opazil Zaheja, ki je splezal na drevo. Mislim, zakaj na svetu bi sploh Jezus gledal na drevo? Zato, ker se je nekaj v Zahejevem duhu dotaknilo Jezusovega duha in povezala sta se.
Zato, ker ima Bog rad določene in odločne ljudi, ki pravijo, ne bom odnehal. Ni pomembno, če imam pomanjkljivosti. Jaz se bom trudil, da bom postal vse to, kar Bog hoče od mene, da sem. Veste, kaj je Jezus rekel Zaheju? On je rekel, pridi dol z drevesa, pri tebi hočem obedovati. Wow. In on je pobiral davke, bil je zakrknjen grešnik in kradljivec. Vendar je Jezus videl nekaj v njem, kjer bi lahko začel delovati. Verjamem, da Bog vidi nekaj v vas, s čimer lahko dela. Mogoče boste v svojem življenju morali splezati na kakšno drevo, vendar lahko začnete znova. Nikoli ni prepozno, da začnemo znova. Dajte no, vstanite in dajmo Bogu velik aplavz. Predvajana oddaja je bila plačana s strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer.